Danes v Pomurskem dnevniku 10 let vinske kleti Marof. Državno finalno tekmovanje. Hidroelektrarna Muri ne bo. Požar zaradi napake. Vreme jutri večinoma sončno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Vinska klet Marof letos praznuje 10. obletnico. Vino izvažajo na 3 celine, prodajajo ga v 11 državah sveta. Prav tako so njihovo vino začeli uvrščati na prestižne vinske karte po svetu in to v zgornjem cenovnem rangu. Ustanovitelj vinogradniškega posestva Marof Stanko Polanič pravi, da ga pot, ki so jo prehodili skozi 10 let, spominja na prašnato in vijugasto Goričko cesto. Lepo pa je, kaj dosti več lepšega, kot pa manj lepšega in to človek seveda lažje podoživlja, pa tudi nekako notranjosti postane z tem, kar ti je uspelo napraviti skupaj z sodelavci, več kot zadovoljen. V 10 let so v izgradnjo kleti in zasaditev novih trt vložili skoraj 10 milijonov evrov. Od tega bilo nepovratnih sredstev v sklopu evropskih programov za subvencioniranje kmetijske dejavnosti približno 1,4 milijone evrov, da je v bistvu dobrih 8 milijonov evrov bilo lastnega denarja. Da je vinogradništvo panoga, ki jo zaznamuje potrpežljivost, se strinja tudi vinar Uroš Valcelj. Čeprav se desetletje v tem poslu zdi kot bežen trenutek, ga to ne moti. Pred 10 leti v vinih z Goričkega nihče ni govoril. Zdaj je drugače. Nam je v zadnjih letih ali pa v tem zadnjem desetletju uspelo izvoziti vina na 3 dejansko celine. Vina prodajamo v 11 državah po svetu in tudi naša vina so se začela uvrščati na prestižne vinske karte dejansko po svetu in to, da rečem, ne v spodnjem rangu cenovnem, ampak kar v zgornjem cenovnem rangu. Leta 2009 so pridelali za 30.000 steklenic vina, zdaj pridelajo približno 3-krat več. Na posestvu obdelujejo 100.000 trt, prisegajo pa predvsem na modro frankinjo. Tretjina vsega vina je namreč te sorte. Predvsem ta naša modra frankinja iz Mačkovc pa se mi zdi, da je v mednarodnih krogih vzbujala pozornost predvsem zaradi te izjemne kakovosti. In veseli tudi dejstvo, leta 2018 nas je ena izmed najbolj elitnih nemških revij Feinschmecker uvrstila med 6 elitnih slovenskih vinarij. Dejansko smo edini iz področja Podravja, ostali so seveda kolegi iz drugega dela Slovenije. Po besedah Polaniča je lahko nekaj, kar je nekoč veljalo za nerazvitost, tudi prednost, saj je okolje bolj ohranjeno. Jaz sem vesel, da se je to na Goričkem zgodilo. Mi smo bili tudi eni prvih, ki smo si upali s takšnim projektom, večjim projektom na Gorički prostor vstopiti. Danes me veseli, da je na Goričkem že več takšnih projektov. Lepo bi bilo, če bi še se 3-4 našli, ki bi dopolnili našo ponudbo. Polanič sicer pravi, da so v to dejavnost res vložili precej denarja, vendar da to ni naložba zanj ali njegove otroke, temveč za vnuke. Danes je v organizaciji osnovne šole 4 Murska Sobota v telovadnici osnovne šole 3 potekalo državno finalno tekmovanje v nogometu za učence osnovnih šol s posebnimi potrebami. Več pa v nadaljevanju. Učenci 4. osnovne šole so se morali precej potruditi, da so prišli do finalnega turnirja. Tekmovanje poteka najprej na področni ravni, pa potem se nadaljuje v 2 delih, vzhodni del polfinale in zahodni del polfinale. Tako se v vsakem delu uvrstita 2 ekipi veliki finale in tako smo tudi mi letos prišli v veliki finale med 4 ekipe. Letos je finale potekalo v Murski Soboti. Predvsem zato, ker smo se uvrstili v finale. Mogoče smo tudi favoriti za prvo mesto, ne vem, upam. Veseli pa me, da lahko gostimo to državni finalni turnir v nogometu tudi v Murski Soboti, ki je tudi precej oddaljeno mesto, zakaj pa ne bi v Murski Soboti tudi prišli, ne samo v Ljubljano.
Učenci naše šole so se potrudili, da so prišli do tega velikega finala med 4 ekipe v državi. Že samo po sebi je to velik uspeh za našo šolo in smo že na tem mestu zelo zadovoljni. Vse, kar bo pa več, pa toliko boljše. Poleg druženja je bilo tokrat kar nekaj tekmovalnega naboja. Druženje tudi seveda, ampak danes tudi šport. To vidim po naših nogometaših, ki so že zelo v bistvu nervozni, polni, motivirani in seveda pričakujemo pa vseeno eno mirno igro, lepo in da bodo na koncu vseeno vsi zmagovalci. Vsekakor je v prvem vrsti pomembno pri športu športno obnašanje, fair play, ta emocija pri športu, veselje do športa, igra, potem šele pridejo tudi uvrstitve, pa zadovoljstvo na koncu s tem. Domača ekipa je imela ob tem bučno podporo. S tribun navijači so znali vsako dobro potezo nagraditi z aplavzom. Vlada je sklenila, da se postopek priprave državnega prostorskega načrta za območje hidroelektrarne Hrastje-Mota na Muri ustavi. Nevladne organizacije so odločitev vlade pozdravile, v Dravskih elektrarnah Maribor pa jo obžalujejo. Vlada je na včerajšnji seji sklenila ustaviti pripravo prostorskega načrta za prvo hidroelektrarno na Muri. Okoljsko poročilo namreč ugotavlja, da se hidroelektrarn na tej reki v prostor na sprejemljiv način ne da umestiti niti z omilitvenimi ukrepi. Vlada z ustavitvijo postopka sledi koalicijski zavezi, da hidroelektrarn na Muri ne bo, je spomnil minister. Ministrstvo za okolje se je pri svojem predlogu naj vlada ustavi pripravo prostorskega načrta za prvo hidroelektrarno na Muri oprlo na študijo iz leta 2016. Nadaljevanje postopka celovite presoje vplivov na okolje in priprave državnega prostorskega načrta bi po mnenju okoljskega ministrstva pomenilo dodatne stroške in administrativno delo. Postopek bi se ob upoštevanju mnenj deležnikov zaključil z negativno odločitvijo. Nevladne organizacije združenja v kampanji Rešimo Muro so odločitev vlade pozdravile. V Dravskih elektrarnah Maribor pa vladno odločitev obžalujejo. Družba, ki je v omenjenem projektu nastopala kot investitor in koncesionar, meni, da je sklep posledica zasledovanja parcialnih interesov enega sektorja na račun širših družbenih, kmetijskih in podnebno-energetskih ciljev. Infrastrukturno ministrstvo pa je opozorilo, da bodo Dravske elektrarne Maribor zaradi odvzema koncesije lahko od države terjale povračilo že vloženih sredstev pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Gre za okoli 10 milijonov evrov. Včeraj je prišlo do požara v Dobrovniku. Zdaj je tudi že znano, zakaj je zagorelo in kakršna je škoda, ki je nastala pri požaru. Včeraj okrog 10. ure je v Dobrovniku prišlo do požara, kjer je zgorelo gospodarsko poslopje, v katerem je bila tudi garaža in mizarska delavnica. V poslopju je bilo razno mizarsko in drugo orodje, mizarski material in kosilnice. Do požara je prišlo zaradi napake na električni napeljavi v predelu stropne luči v delavnici gospodarskega poslopja. Škoda je za okrog 20 tisoč evrov, so sporočili iz policijske uprave Murska Sobota. Kot vsak petek smo tudi danes za vas poiskali prosta delovna mesta. Ostanite z nami v nadaljevanju in preverite, ali je katero od njih pravo ravno za vas. Vas veseli delo v turizmu in izvajanje kulturnih prireditev, imate višješolsko izobrazbo z področja ekonomije ter tekoče govorite nemški jezik. Razmislite o zaposlitvi kot animator v Zavodu za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona. Občina Gornja Radgona je svojemu novemu koordinatorju za cestno dejavnost pripravljena zaupati urejanje cest in drugih poti ter varnost cestnega prometa. Podjetje Paradise je medtem v iskanju izvršnega direktorja. Od kandidatov pričakujejo visokošolsko izobrazbo, najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenem položaju, znanje tujih jezikov in smisel za vodenje projektov. Prijave lahko do 15. junija posredujete na elektronski naslov livia.bukovec@lust.si. Če uživate v skupinskem delu v dinamičnem okolju, vam podjetje JISK ponuja delovno mesto namestnika vodje trgovine v Murski Soboti. Z vsaj 7 leti delovnih izkušenj, znanjem tujega jezika ter funkcionalnim znanjem upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov pa je vaš lahko tudi direktorski stolček Urada za oskrbo in integracijo migrantov. Zaposlovala vas bo organizacija dela, vodenje projektnih skupin in oblikovanje ključnih sistemskih rešitev. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo, da ima Arum rezervacijo na računu in da je 300 zaposlenih v negotovosti. Več na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice.
Jutri bo večinoma sončno s kakšno popoldansko ploho, ponekod bo še pihal severozahodni veter. Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 17 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 16 stopinj Celzija, v Radencih, Murski Soboti in Lendavi pa stopinjo več. Jutri bo večinoma sončno s kakšno popoldansko ploho. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 14, čez dan pa bodo termometri pokazali 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo na jugovzhodu spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami. Drugod bo dopoldne večinoma sončno, sredi dneva in popoldne bodo nastajale plohe ali nevihte. V ponedeljek bo dopoldne večinoma sončno, popoldne pa spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale okrog 15 stopinj, dnevne pa med 25 in 27 stopinjami Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes, z nami bodite tudi jutri. Nasvidenje do prihodnjič.